Spoštovani gostje, dobrodošli na slavnostni seji občinskega sveta občine Brda. Slavnostna seja občinskega sveta se vsako leto odvija v času briškega največjega praznika in je posvečena domačinom, bricem ter njihovim posebnim dosežkom, njihovi prizadevnosti. Občina Brda ob tej priložnosti poklanja priznanja in nagrade zaslužnim občanom ter dogodek popestri z zanimivimi kulturnimi točkami domačih ustvarjalcev in glasbenikov. Vendar, preden začnemo s programom, še enkrat prisluhnimo pevcem Noneta Brda, ki so otvorili današnje slavnostno srečanje. Spoštovani,
Bliže vabim podžupana občine Brda, gospoda Gorana Simčiča. Spoštovani gospod župan Franc Mužič, svetniki občine Brda, gospod podžupan, predsednik krajevne skupnosti, predsedniki vaških skupnosti, državni svetnik, gospod dr. Zoran Božič, poslanka državnega zbora, gospa Mirjam Bon-Klajnšček, častni konzul Ruske federacije, gospod Igor Simčič, podžupan mestne občine Nova Gorica, gospod Marko Tribušon, podžupan občine Miren Kostanjevica, gospod Stojan Cotič, župan občine Kanal, gospod Andrej Mafi, župan občine Renčevo Ogrsko, gospod Aleš Bucik, podžupan občine Šempeter Vrtojba, gospod Ivo Podberšič, županja občine Števerjan, gospa Franka Padovan, županja občine Moša, gospa Elizabeta Feresin, župan občine Dolenja, gospod Diego Bernardis, predstavnik občine Čedat, gospod Mijani, županja občine Prepoto, Marija Klara Forti, podžupanja in podžupan občine Matoli, gospa Eni Šeblaj in gospod Vedran Kinkela, župan občine Demir Kapija, gospod Trajce Dimitrijev, župan občine Pliberg, Štefan Visočnik in podžupanja občine Beljak, gospa Petra Oberavna. Predstavniki policije, gospodarstva in drugi gostje, lep pozdrav v imenu občine Brda. Pričenjamo slavnostno sejo občine, na kateri bomo podelili naziv častnega občana ter podelili priznanja in čestitali uspešnim bricam. Sedaj pa k mikrofonu najprej vabim župana občine, gospoda Franca Mužiča. Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovane občinske svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki vaških skupnosti in krajevne skupnosti, vsem prav lep pozdrav, obenem pa vam čestitam ob našem prazniku, občinskem prazniku občine Brda. Letos ga praznujemo že 11. Brez dvoma, da sem zadovoljen, ko sem poslušal mojega kolego podžupana, ko je naštel vse te častne in pomembne ljudi, ki danes so obiskali našo občino in s to prisotnostjo so dali še poseben pečat temu našemu dogodku. Tu so predstavniki lokalne politike, tu ste predstavniki tudi gospodarstva, no in to še kako je pomembno, da vsi te akteri se nekako združijo in da iščejo, pa da iščemo kako in kaj naprej. Živimo neko obdobje, ki ni tako enostavno in resnično pred nami so časi, ko moramo delati resnično neke konkretne poteze. No, običajno, ko tako spregovorim, že kar nekaj let, no, če sem omenil, da 11 let praznujemo občinski praznik, vedno dajemo tudi pomen, zakaj smo se v občini Brda odločili, da naš občinski praznik je takrat, ko se dogaja v Brdih ta največji turistični praznik, ki mu pravimo praznik Češenj. Med nami je kar nekaj ljudi, ki imajo ogromno zaslug, da se je ta praznik kvalitetno in smiselno odvijal in že bom rekel, v 10 letih nazaj je pripomogel k temu, da so Brda postajala prepoznavna. Ko Brda niso še potrebovala toliko aktivnosti na področju prepoznavnosti in razvoju turizma, ampak danes smo pa resnično v času, ko je to nujno speljevati in z roko v roki odpeljati. Praznik Češenj je bil za Brda, no, letos praznujemo Abrahamova leta, 50 let tega praznika in sigurno lahko rečem to, da razen tistih prvih 2 nisem bil neposredno vključen to, ampak kasneje, ko sem že postal malček zrelejši, sem bil aktiven, se pravi, da kar 48 let sem tako vpet v ta praznik, praznik Češenj in da zadnjih, no, odkar pa je občina Brda pred 22 leti nastala, je pa sploh ta zadeva padla nekako v roke občine in da ta občina potem skrbi, da ta stvar se izpeljuje. No, v zadnjem času pa smo
vsekakor dali še na višji nivo tega sodelovanja in to praznovanje smo zaupali našemu zavodu za šport, turizem, kulturo in še ne vem kaj, 4 zadeve. Vem, da ima ta zavod in vedno mi zmanjka na koncu ta 4. zadeva. Ampak moram reči našemu zavodu, da gre vse priznanje, predvsem za letošnje leto, ko se je treba prilagajati. In to kaže na aktivnost in, bom rekel, strokovnost mojih najožjih sodelavcev, ko se znajo v vsakem momentu prilagoditi nekim razmeram. Da smo zbrali praznik češenj za tudi občinski praznik, ni naključje. Bom rekel, tisti, ki imamo že nekaj let za sabo, vsekakor se zavedamo, da v Brdih je bila češnja vedno pomembna in da ta češnja je prva prinesla v te kmetije med naše prebivalstvo prve vire prihodkov in ko smo to zadevo obravnavali na občinskem svetu, moram reči, da bom rekel, ta predlog je bil enoglasno podprt in resnično stvari nam v tem smislu grejo brez kakih velikih pomislekov in predsotkov. Češnja je tista zadeva, na katero sem prepričan, bomo Brici še tudi v prihodnosti gradili in stvar nadgrajevali. To je sadež, ki začne v Brdih, tudi s tem se ponašam, ko predstavljam Brda doma ali pa v tujini, da češnja je tisti sadež, ki začne dozorevati že konec, če so ugodne vremenske prilike, že konec aprila in se nekako dozorevijo do meseca julija. Tako da kar 2 meseca dobre ta sadež nam nekaj nudi. Ampak ko je občinski praznik, je pred županom to, da nekako se ozremo za leto dni nazaj in pridemo nekako do prejšnjega praznika, ki smo ga praznovali takrat še na Dobreven v naši viteški dvorani. Danes pa lahko s ponosom in zadovoljstvom ugotavljamo, da lahko ta praznik praznujemo tu v tej vili, obnovljeni vili, katera je bila nekje julija že predana namenu neki dejavnosti. Uradno smo pa od Ministrstva za kulturo ta objekt sprejeli v upravljanje nekako v mesecu oktobru. Naj rečem to, da ko se praznuje občinski praznik, vedno se nekako župani naslonimo to, kaj smo v tem letu naredili. Brez dvoma, da Brici se lahko ponašamo s tem, da smo tudi v tej situaciji, tej krizni situaciji, ko ni razpisov, ko ni evropskih sredstev, smo tudi kljub temu uspeli ogromno investicij speljati. Speljali smo ogromno na cestni, predvsem pa na drugi infrastrukturi, kot so vodovodi, kanalizacije in podobne zadeve. V prejšnjem letu in tudi nekako zaključevali smo te investicije tudi v tem letu, je obnova vodovoda. Moje službe sicer so tu malo bolj skromne, ampak jaz malček dodam. Govori se o investicijah na področju vode oskrbe, ker naj bi obnovili 8 kilometrov tega primarnega oziroma sekundarnega omrežja. Jaz dodam sigurno in tudi upravičeno, da je dobrih 9 kilometrov bilo obnovljenih teh vodovodov in da smo to obnovo vršili kar na 9 lokacijah in moram reči, da to je bila izredno zanimiva pridobitev. Vemo, da vodooskrba je tista osnovna stvar za preživetje, zraven čistega zraka, prav gotovo še kako pomembna je kvalitetna voda. No in tu vidim tudi direktorja vodovodu in kanalizaciji, prav gotovo, da gre tudi te firmi za hvala in priznanje, da so se izkazali in pokazali, kaj se da narediti, tudi ko se kaže, da ni možno več narediti. Šli smo v to investicijo z neko in-house programom, ker sicer bi termine zamudili. Veste, da evropska sredstva so terminsko določena in če ne pravočasno stvari izpelješ, tudi ta sredstva zgubiš. No, tu se gre skoraj za 1,5 milijona sredstev in lepo smo in uspešno izpeljali te investicije.
Sigurno smo tudi na kanalizaciji nekaj naredili, delamo projekte tudi za čistilne naprave še naprej, sigurno bomo iskali neke bolj racionalne variante. No in če vinarji mi kdaj kaj prašijo, s čim se župan lahko v tem letu najbolj ponašaš, brez dvoma, da rečem obnova te vile, v kateri smo sedaj. No, če sem prej nekako, neimensko, nekako imenoval direktorja vodovodu in kanalizacije, bom tu prav poimensko nekako povedal za neko osebo, ki je imela ogromno zaslug, da se je ta vila obnovila, in to je naš bivši arhitekt Dorče Simčič. Verjamete, da brez tega človeka kaj takega bi se ne zgodilo, pa lahko bi bil župan korajšen in ne vem kako, ampak če nimaš nekoga, ki ti v to žene, potiska in nakazuje rešitve, potem se to ne more zgoditi. Na tem projektu brez zadrege rečem, zaradi tega pa rečem mladim ljudem predvsem, da se splača biti, bom rekel, vztrajen in pozitivno, trdnost, in potem se stvari zgodijo. Nič ni kar dano ali pa da pade od nekje, kot nekateri temu radi rečijo. Ne? 18 let smo na tem projektu delali, vztrajali, v Brde smo poklicali ogromno pomembnih ljudi, ne samo iz Slovenije, ampak tudi ostalih dežel, kot je Avstrija, Italija, Hrvaška, pa še kdo. Določene univerze se pri tem projektu sodelovali in stvari so se, hvala Bogu, zgodile. Zagotovili smo celo 12,9 milijona evrov evropskih sredstev za to obnovo. Hvala Bogu, ali pa tudi ne, ko na račun nekih dampinških cen se je ta investicija izpeljala z dosti bolj nizko številko, ampak ne glede na to, danes smo priča neki obnovljeni vili, ki nam jo marsikdo zavida. Tudi Primorskih novice, če ste danes prečitali, verjetno, da jaz zdaj govorim skoraj tako brezvezno. Če bi prečitali Primorske novice, bi prečitali to, kar zdaj jaz govorim, verjamete, ampak sigurno nekaj vam moram povedati. No? In da ta vila je v teh 6-7 mesecih, ki deluje, je presegla tista naša pričakovanja, stvari se nam odvijajo celo še malček boljše, kot smo načrtovali, in naj bo tako tudi naprej. Še bi lahko naštel določene detalje, kaj smo naredili, ker tu vem, da je tudi ravnateljica osnovne šole, Dobrovo pa podružnične šole iz Kojska. Tudi na tem področju smo v občini poskrbeli za določene sredstva, ne samo to, ni to stvar župana, daleč tega, ker sem zadovoljen in sem seznanjen, da so tudi vse naše občinske svetnice in svetniki tu prisotni, brez njih, brez določenih komisij in suportu leteh, bi se to nek dogajalo. No in tu kaže, kako je treba v neki družbi, v nekem okolju delovati, in takrat so zagarantirani uspehi. Ker vidim tudi tu Šmartence, potem sigurno mi daje asociacijo na marsikaj, tudi srednja veška vasica ali pa mestece, celo nekateri mi popravljajo, je za Brda izrednega pomena. Mnogi nam rečejo, to je stvarno neki kulturni biserček in dajmo na teh aspektih stvari graditi. Če bom se s čem pohvalil in bil zadovoljen, sem zadovoljen s tem, da Bricem in Brdam uspeva biti uspešen, bom rekel, v segmentu prepoznavnosti. Tu nas suportirajo tudi, kot rečeno prej, občinski svetniki in svetnice in vse te komisije. Brici postajamo prepoznavni ne samo doma, ampak tudi v tujini. In če dam samo za primerček, no, tako da moje službe so tako naštimale te zadeve, da tisti dan po osrednjem delu praznika Češen me že spravljajo, da moramo ob 6. uri, se pravi na ponedeljek, štartati za Dunaj, kjer nas bo sprejel sam dunajski župan. In tako kot je bilo danes zapisano v Primorskih novicah, ponovno se bodo briške češnje pojavile na Dunaju. Tu smo dosta aktivni in lahko rečem uspešni. Vse to se dogaja v neki kombinaciji. Tam imamo tudi enega
no, osebno imam tudi enega velikega prijatelja, ki mu pravimo Bernard Sadovnik, ki je župan občine Globasnica, istočasno tudi direktor agencije Alpe Jadr. To kaže na to, da je treba resnično z roko v roki napraviti, tudi ko imam politike na državnem nivoju, jim svetujem, naj tudi oni na teh nivojih tako funkcionirajo in stvari, verjamte, da bodo boljše se nam išle in da bo ta Slovenija dosti bolj uspešna. V Brdih zadevo peljemo tako, smo zadovoljni, pustimo, da lahko v vsakem momentu to ni, ampak stvar je dogovarjanja, usklajevanja, važen je dialog. Spoštovani, želim vam še naprej prijetno počutje tu v Brdih. Resnično sem zadovoljen in ponosen, da vas vidim v takem številu v tej dvorani obnovljene vile Vipože. Prijeten popoldne še naprej in tudi prijeten večer. In naslednji upati še. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker po tihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, njena smo mladina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok, čustva njo se potopim, je moj sneg in rok. Mama oče pravita, če bo šla v tot, veri tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer Jadran se z Alpami spleta v malico. Tu ljudje zaljubljeni smo v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, njena smo mladina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok, čustva njo se potopim, je moj sneg. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok, čustva njo se potopim, je moj smeh in jok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Hvala.
Najlepše se zahvaljujem Tini Drnovšček, 14-letni domačinki, ki je svoj glas ponesla že preko briških meja in nas navdušila z današnjim nastopom. Dragi gostje, besedo ponovno predajam Goranu Simčiču, podžupanu občine Brda, da prične s prvo točko današnje slavnostne seje, podelitvijo priznanj občine Brda. Priznanje občine Brda se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja. Tokrat priznanje občine Brda prejmejo Franko Trakonja. Dolgoletni predsednik Vaške skupnosti Kožbana, Franko Trakonja, je poleg vseh ostalih dobrih stvari storil veliko dejanj, ki so pripomogle k boljšemu življenju mladih in vaščanov. Med temi je zasnova in ureditev kompleksa Karavla pri vasi Vrhovlje pri Kožbani, s katerim je v Vaški skupnosti vzpostavil neke vrste zbirališče za mladino ter ostale domačine s pestro ponudbo športov in opreme. Močno se je zavzemal in uspel pri vzpostavitvi internetnega signala na Kožbanskem. Poleg tega si je močno prizadeval za delovanje mladinskega društva Kamun, ki v Vaški skupnosti deluje 4. leto. Mitja Močnik. Predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brda, Mitja Močnik, je v času predsedovanja s svojim predanim delovanjem in motivacijo veliko prispeval k prepoznavnosti organizacije tako v sami občini kot celotni državi, ter tudi izven naših meja. Ob podpori in v sodelovanju z območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Brda je skrbno in strokovno poskrbel za odlično izvedbo projekta Pot miru, kateremu je pristopila tudi občina Brda v letu 2014. Njegovo delo je tako pustilo pečat na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Društvo briških žena in deklet. Pred 50 leti so se te brike zbrale v društvo kmečkih žena in se na pobudo gospe Darinke Sirk udeležile prvega praznika Češenj, ki je z leti postal tudi občinski praznik. Letos torej praznujejo poseben jubilej. Med njihovim dolgoletnim delovanjem so ustvarile več kot le en dosežek ali uspeh, saj našo občino zastopajo na vseh pomembnih prireditvah v Brdih, kot je seveda povorka na prazniku Češenj, Kultura brez meja, Martinovo, Brda in vino in tako dalje. Udeležujejo se televizijskih oddaj, pevskih nastopov doma in zunaj občinskih meja, občinske delegacije spremljajo na obiske v pobratenih in prijateljskih občinah, tako doma kot v tujini. Prirejajo razstave in tečaje. Njihovo briško pecivo, njihovi glasovi vokalne skupine Brike, njihove noše ob vsaki priložnosti govorijo o Brdih, o naši tradiciji, naši zgodovini in kulturi. Naziv častnega občana občine Brda se podeli osebi, ki je s svojim življenjskim delom trajno povezana z občino Brda in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju. Naziv se podeli največ eni osebi na leto. Naziv častne občanke občine Brda prejme gospa Darinka Sirk za življenjsko delo na področju ohranjanja kulturne in etnološke dediščine v Brdih.
Menimo, da v Brdih ni brike ali brica, ki ne bi poznal gospe Darinke Sirk in o njej ne bi zagotovo lahko napisali celo knjigo in ne le nekaj vrstic. Opišemo jo lahko kot žensko s pokončno, etično držo, ki jo zaznamuje pripravljenost na pomoč vsakomur in ob vsakem času. Njena požrtvovalnost nima meja in ko gre za Brda, ne zna reči ne. Neprecenljivi so Darinkini nasveti iz njene zakladnice znanja. Naziv častnega občana se podeljuje za življenjsko delo in vse, kar je gospa Darinka Sirk v vseh teh letih naredila, je prav zagotovo vredno tega naziva. Nemara je bilo v Brdih bore malo dogodkov, pri katerih ni sodelovala, vsaj z nasveti. Pa ne bodo to praznik Češenj, Martinovo, snemanje oddaj o Brdih, prireditev Kultura brez meja, nastopi briških žena in deklet, ali pa nasveti, po katere hodijo k njej brici, ko jih tarejo resni problemi ali čisto vsakdani človeški križi in težave. V enem stavku bi lahko rekli, da gospod Darinko najbolj zaznamujejo prav lastnosti, kot so širina, humanost in etičnost. Naj navedem nekaj njenih izjemnih prispevkov, brez katerih Brda ne bi bila takšna, kakršna so. Ideja prvega praznika Češenj s povorko, organizacija in večletno vodenje. Zbiranje narodove dediščine v materialni in nematerialni obliki. Plod več desetletij dolgega zbiranja etnološkega blaga sta knjigi Ivanov venec in 100 meštirjev, 100 mižeri. Ideja o oživitvi hiše z etnološko zbirko na Ferlanšču in skrb za zbirko. Ideja o razstavah del, ki jih ustvarjajo briški rokodelci in postavitev razstav. Osebne razstave, na katerih na ogled postavi svoje umetnine, ki jih ustvarja dan za dnem in noč za nočjo, saj ji nemirni duh ne da spati. Slike, figure na kamnu, človeške figure. Darinka Sirk nam vsem daje zgled, kako neizčrpno bogato je lahko življenje in kako lepo je, če se človek nesebično daje drugim. Gospe Darinki Sirk predajam seveda besedo, še prej jo bomo rešili vseh teh težkih daril, bodo gospodje pomagali, kar izvolite, gospa Darinka. Torej, pozdravljeni vsi navzoči, ne bom dolga, ker nisem govornica, bom čisto na kratko povedala samo to, da sem srečna, da ste mi priznali to, kar ste mi pač priznali, čeprav je veliko takih v Brdih, ki si zaslužijo enako priznanje kot jaz. Ob tem bom zaključila tako, da bom tudi vnaprej skušala delati za Brda, saj sem Brika, ljubim Brda, ljubim Brice in zato mi ni vseeno, ali bojo Brda napredovala ali ne. Torej, Brda napredujejo, vendar ne smemo pozabiti na našo preteklost, kajti kraj, kjer se živi, mora živeti tudi s preteklostjo, kajti to daje kraju poseben pečat in posebno vrednost. Ob tem, ko sem ravno omenila to in je bila tudi omenjena neka hiša, ki je obnovljena kot nekaka stara hiša z staro opremo, ne moram iti mimo tega, da ne bi se javno zahvalila gospodu Klajnšček Miranu, direktor igralnice v Brdih, ki je vedno s takim, bom rekla, ima tako zlato veliko srce, da je vedno priskočil na pomoč, materialno in drugače, brez njegove pomoči verjetno bi Ferlanšče propadlo. Tako pa k sreči prihajajo učenci, dijaki, študentje in veliko turistov, kjer dobijo tam pač določene primerke, ki jih drugod ni. Torej, Miran, tudi tebi najlepša hvala.
Še enkrat iskreno čestitamo vsem nagrajencem, kar izvolite. Torej se zahvaljujem za moje priznanje, ne vem, kdo je bil sicer pobudnik, bolj pa verjamem, da komisija ni imela težkega dela, neko je videla moje ime, da je takoj obkrožila, da se strinjajo, ne. Čeprav ni to plod samo mojega dela, jaz lahko samo nekaj predlagam in težim, kar imajo pa denarnico in škarje v platno v rokah, so pa drugi, ki stojijo tu za mano, ne. Bolj v veliko mi čast mi je, ker nisem nikoli mislil, da bova stala kdaj skupaj na odru, učenec in učiteljica. Torej, gospa Darinka je bila moja učiteljica, moja razredničarka vsa leta. Takih učiteljev danes ne delajo več. Jaz sem bil njen učenec vsa leta, takih učencev tudi ne delajo več. Delajo dosti slabših. Za današnje razmere sem bil jaz takrat angel. In po 30 letih mi je Darinka rekla, a veš, Franko, da s tabo so bili stalno neki problemi in težave, da so me učitelji stalno zbadali. Darinka, imaš najslabšega učenca na šoli. S tem učencem ne bo nikoli nič. In pol Darinka, puste mojega Frankota primeru, ki takih bi jih moglo biti še več, še enkajte mu tisto bogo dvojko v angleščini, kaj bo pa rabil angleščino gor v Seniku. Willi? A danes vidite, da se niste zmotili. Če dovolite, samo par stavkov. Franko je bil unikat med učenci. Ne vem, je bil pravi unikat. Takih res ne delajo več. Torej, oni prihajajo v šolo z enim samim zvezkom. V tistem zvezku je imel angleščino, slovenščino, biologijo, kemijo, skratka vse. Učil se ni in to, ko govori o tisti angleščini, drži, da bi moral priti na popravni izpit in ga ni bilo. In jaz sedem v avto in grem 5 ali 6 kilometrov, več verjetno, ga iskati na dom. In ko pridem domov, sem vprašala mamo, kje pa je Franko? Reka, dol po vasi se podi z drugimi. Ma se reka, ni prišel popravnemu izpitu. Jaz se je rekel, da naredil s prav dobrim razom. No, seveda, mama vsa razburjena, hotela vzeti eno palico in ga iskati. No, se reka, vi boste lepo doma, to bom jaz popravila, ker sem jaz njegova razredničarka. Pridem dol v vas, oni storijo v začetku in vidim, se otroci podijo, to vršica Darinka, gre, to vršica Darinka. In ta kuštrava glava, bil vedno kuštrat, bil tak kot en pastirček. Vsakom toliko sem videla tisto glavo za drugim vogalom, ko je pogledala. No, jaz sem sedla na eno korito, kjer je bilo za napajati živino. In sem rekla, Franko, jaz imam čas, do večera bom čakala, dokler ne prideš tu, da gremo na Dobrovo. No, potem je klonil, pridemo na šolo, izpit je že bil skoraj v teku in sem pregovorila učiteljico, sem rekla, daj ga vprašati par besed, kako mu je ime, koliko let ima in nekaj tako. In na koncu na 3 odgovore, kako mu je ime, odkot je doma in kam hodi v šolo, je potem dobil tisto dvojko, da je danes lahko postal predsednik šole. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem, kar pospremimo jih z aplavzom. Še eden, kar izvolite. Jaz bom bolj kratk, ker sem mlajši in me gospa Darinka nažalost ni učila. Ampak pred 20 leti, ko sem prišel v Brda, si ne bi nikoli mislil, da bom imel to čast, da bom prejel občinsko nagrado, tako da se predlagatelju iskreno zahvaljujem, ker ni nagrada samo meni, ampak vsem članicam in članom
Pomočnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brda. Tako da se predvsem njim zahvaljujem in vsem vam, ki nas podpirate na naši poti do doseganja ciljev v Brdi. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem predsednica društva briških žena in deklet zadnjih 5 let. Letos imamo pomembno obletnico, to je 50. obletnica. In seveda jaz v zadnjih 5 letih nisem mogla ustvariti vsega tega bogatstva, ki so ga ustvarile žene skozi teh 50 let in seveda tudi prej. Zato gre predvsem zasluga vsem prejšnjim predsednicam, ki so vložile ogromno truda v to društvo in upam, da bom tudi jaz še naprej peljala te ženske in da se nam bo še kakšna nova pridružila, da bo lahko to društvo živelo še naprej in dihalo skupaj z našo občino. Hvala. Tudi jaz bi izkoristil samo še 2 stavka, bi rad povedal. Običajno steče me zadeva bolj na dolgo, ampak danes je prisoten tudi moj bivši kolega, ampak še vedno prijatelj, župan Mirna Kostanjevice. Ta ob taki priliki me je vedno delal neki znak, tako neki je rezal, kot da bi rezal neki trak in danes me tudi 2-3 postrigel, tako in sem se mogel ustaviti. No in tudi jaz naj izkoristim še to priliko resnično, da nagrajencem še posebej čestitam. Zadovoljen in ponosen sem na te ljudi, predvsem, no, jaz bom porabil kar ta izraz, to Šico Darinko, ona je, če je Frankota učila to, kar ga je in je imela te dogodke z njim, kot jih imela, ona je pa mene v 5. razredu kot frišna tovarišica iz šole prišla in mi je učila, prva generacija sem bil, tako da tudi jaz sem na to tovarišico zelo ponosen in sigurno se mi skozi desetletja sedil. Resnično še enkrat čestitke vsem vam, ampak sigurno, da prej, glede na to rezanje, nisem omenil, kje smo Brici tudi zelo uspešni. Da ne bo izgledalo preveč samohvalno, ampak recimo na vseh teh družbenih dejavnosti smo Brici tudi zelo uspešni. Tu imamo en kup pevskih zborov, ki nas predstavljajo doma in zunaj in jih nazivam ambasadori, tudi ti, ki so malo prej tu nastopili, so to. Z njimi sem bil tudi po tujini in resnično smo lahko več kot zadovoljni, ponosni, da na kulturnem področju smo tudi zelo močni in aktivni, no in tudi na športnem področju nismo slabi. No in danes naj rečem, ker tu vidim kar nekaj obrazov, ki smo zjutraj bili na nekem kolegiju in se odločili, da Brici gremo z nogometom celo v 2. ligo in kar vidim, da je trenerja, predsednika in še koga pomembnega iz te ekipe, ki je dosegla ta rezultat. Poštovani fantje, hvala vam in čestitke za vaš uspeh, sigurno tudi to pripomore prepoznavnosti Brd. Brda, jaz vedno rečem, imamo vse, kar imajo veliki. In taki bodimo še naprej. Hvala. Dragi gostje, dragi nagrajenci, čestitke še enkrat in želim vam še mnogo motivacije ter izzivov za tako uspešno delo še naprej. Sedaj pa pozornost predajam tistim, ki so bistvo naše trenutne prizadevnosti in katerim najpogosteje usmerimo naš pogled ter vsako prihodnjo misel. Na oder vabim učenki Osnovne šole Dobrovo. Ta čudovita pokrajina, reče Jan, svet, ki me obdaja, je ena sama pravljica. In res je čarovnija, te parcele, vinogradi, nasadi oljk in breskev, grmovlja fig, kamniti zidovi, ki so jih postavljali rodovi. V zimi pokrajina osivi in otrpne v snu.
na pomlad pa vse eksplodira v zelenju in barvah cvetov. Iz cvetov nastajajo plodovi, vroči val poletja zajame potni obraz pokrajine. Včasih udari suša in priletijo roji pika polonic. Težki grozdi, olive, fige, zgodnje češnje, njive polne plodov, slastnih jagod, vse je tako rodno in samoumevno v krogotoku letnih časov. Kar je vloženo, je poplačano. Vsaka kaplja potu obrodi. Mati zemlja vzame vsakega v svoje naročje, tistega, ki jo neguje, spoštuje in živi z njo, pravi Janov nono. In on že ve. Jan velikokrat sedi pred hišo in sanjari, a ne o velikem svetu in tujih mestih, o Brdih, poglasno sam zase mrmra. Ta pokrajina je ena sama velika čarovnija. Spoštovani gostje, prehajamo k naslednji točki današnjega dnevnega reda, ki je tokrat še kako slavnostno in žametno obarvan. Bliže ponovno vabim župana občine Brda, gospoda Franca Mužiča in podžupana Gorana Simčiča. Dovolite mi, da preden ima predam besedo, na kratko orišem pomembnejše dogodke preteklega leta. V preteklem letu smo žilave, brike in brici bili uspešni na številnih področjih. Odprli smo obnovljeno Vilo Vipavže, renesančni dvorec, ki nam v vsej svoji lepoti in mogočnosti predstavlja simbol briškega kulturnega, etnološkega, umetniškega in gospodarskega druženja. Odprli smo prenovljen gasilski dom, obnovili 8 km vodovoda skozi Plešivo, Cerovo, Vrhovlje pri Kožbani, Gradno, Imenje, Vedrijan in Podsabotin. Obeležili dan civilne zaščite, obeležili 100-letnico pričetka Soške fronte, obeležili 30-letnico odprtja Sabotinske ceste, 500-letnico gotskega krilnega oltarja pri Svetem križu v Kojskem, prejeli priznanje za energetsko najbolj odmevno občino v Sloveniji. Brda so prejela naziv Evropska destinacija odličnosti Eden 2015. Briški vinarji so Brda zapisali med najboljše vinske destinacije na svetu. Prav tako so briški oljkarji prejeli najvišje medalje. In navsezadnje smo Brda dežela ene žlahtne štorije, preko katere so se za naše lepote navdušili številni gledalci popularne televizijske serije. Sedaj pa besedo predajam podžupanu za podelitev čestitk občine Brda uspešnim brikam in bricem, ki so se v letu od zadnjega občinskega praznika pa do danes še posebej izkazali s svojim znanjem in veščinami. Uspešni brici, ki so z odmevnimi dosežki zaznamovali obdobje od zadnjega praznika, so Matevž Prinčič, učenec 9. B razreda osnovne šole Dobrovo, je v tem šolskem letu osvojil 3 zlata priznanja, in sicer zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleškega jezika ter zlato priznanje na državnem tekmovanju iz vesele šole ter prejel še 6 srebrnih priznanj. Čestitamo. Maja Makorič.
Maja je osvojila prvo mesto na slovenski teniški lestvici Teniške zveze Slovenije v kategoriji do 16 let. Čestitamo. Tina Drnovšček. Tina Drnovšček je osvojila prvo mesto na mednarodnem tekmovanju mladih pevcev v kategoriji pop pesmi, ki se je v mesecu maju odvijalo v Moskvi. Čestitamo. Nogometni klub Brda, člani. Naši člani so v sezoni 2015-2016 dosegli prvo mesto v 3. slovenski nogometni ligi Zahod in naziv pokalni zmagovalec Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica in se ravno pred 2 dnevoma uvrstili v 2. slovensko nogometno ligo. Čestitamo. Samo Miklavc. Samo se je zaradi obveznosti opravičil, pa prejme čestitko občine Brda za prispevek doseženemu 2. mestu slovenske odbojkarske reprezentance na Evropskem odbojkarskem prvenstvu. Tudi njemu čestitam. Čestitke še enkrat vsem prejemnikom županovih čestitk in izvolite z aplavzom jih pospremimo z odra. Takoj, ko odloži prejeto čestitko in darilo, pa nas bo z glasom ponovno prevzela Tina Drnovšček, prejemnica županove čestitke, učenka šole petja The Best. Z veliko truda je v aprilu zmagala na mednarodnem festivalu Veseli veter v Ljubljani in kot zmagovalka je prejela Grand Prix nagrado. Uvrstila se je naprej v Moskvo, kjer je v mesecu maju zastopala Slovenijo in, kot smo že slišali, osvojila odlično prvo mesto. Neighbors say we're trouble, well the time has passed. Peering from the mirror, no that isn't me. Strangers getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly. Business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading light of flight, rise like a phoenix. How all the angels
gostje, s tem smo zaključili uradni del današnje slavnostne seje občinskega sveta občine Brda. Ob zaključku naj se še enkrat zahvalim vsem visokim gostom, nagrajencem in vsem, ki so sooblikovali program današnje slavnostne seje. Zahvaljujem se torej Nonetu Brda, Tini Drnovšček ter Eni in Maji Marinič iz osnovne šole Dobrovo ter njuni mentorici Denis Škrl. Spodobi se, da tako imponentnega praznovanja ne zaključimo, brez da bi skupaj nazdravili in izmenjali par besed. Zato vas po zaključenem programu vabim v klet Vile Vipolže na nadaljnje skupno druženje. Obenem ste seveda dobrodošli na številnih dogodkih, ki se bodo že od današnjega večera dalje, pa vse do naslednjega konca tedna odvijali v sklopu letošnjega praznovanja 50. praznika Češenj z vrhuncem nedeljske povorke, ki predstavlja temelj vsakoletnega praznovanja. Naj pred zaključkom predam besedo dvema nekdanjima učencema, gospe Darinke Sirk, letošnje dobitnice naslova častne občanke, ki bi rada izročila malenkost. Izvolita Miran Klanšček in Silvan Prešolja. Spoštovani izbrani gostje, dovolite mi, da v svojem imenu in v imenu celotne generacije se iskreno zahvalim tovarišici Darinki Sirk, ki je naši in številnim drugim generacijam, ki jih je učila in vzgajala, da tako dobro popotnico nosimo še danes sami. Tovarišica Darinka, vsi vemo, kako težak in odgovoren je poklic učitelja. Poleg znanja učencem daje predvsem vrednote in pri vas smo dobili vrednote, ki jih seboj v srcu nosimo še danes in zaradi katerih smo takšni, kot smo. Ker želimo, da bi se vašega toplega pogleda spominjale tudi prihodnje generacije, vam v svojem imenu in imenu takratnih sošolk in sošolcev izročam portret, ki ga je naslikal akademski slikar Tomaž Perko. Iskreno upam, da vam bo pomenil toliko, kot Brdom pomenite vi. Še enkrat najlepša hvala. Da bi se zahvalila. Bom samo par besed. Bi se osebno zahvalila gospodu slikarju Perko. Vedela sem, da je odličen svetovno znan portretist, da je razstavljal v Ameriki, ampak da zna tudi pomladiti človeka. Hvala.
leti nimamo tako zrelega vina, kot je Tršica Darinka, zato pa 2 letnika, ki jih sigurno dobro pozna. In Tršica, ni treba jokati zdaj, ste mogli jokati takrat, ko ste nas imeli v šoli. No, jaz sem mislila, da naša klet zmore tudi starejša vina. Danes bi jaz mogla dobiti botilko staro 88, skoraj 89 let, toliko da veste. Najlepša hvala. Preden predam besedo še enkrat Nonetu Brda, je ravno kar do mene pristopil predstavnik iz Makedonije in ga vljudno vabim na oder, kajti tudi oni imajo neko presenečenje, ki se upada v današnji neuradni del slavnostne seje. Kar izvolite, gospod. Jaz sakam na vašeg gradonačelnik, na Franc, da mu го честитам празник от Ден на зрешите и верувам дека во иднина ќе имаме голема соработка со вашата општина и од името исто така на нашата општина Република Македонија да ви го честитаме празникот и да славите уште многу години. И еден мал поклон сакам да ви дам, граdonačelник. Slavnosti seje so danes samo presenečenja in resnično sem zadovoljen in ponosen, da prijatelji iz Makedonije so mi dali ta spomin, ki bo resnično velik spomin. Hvala. Sedaj pa, kot že omenjeno, še enkrat prisluhnimo Nonetu Brda, ki ravno v letošnjem letu praznuje svojo 30-letnico delovanja. Še dodaten razlog torej, da smo lahko ponosni, da smo del zgodovinskega leta, leta okroglih obletnic, važnih dejanj in časti vrednih oseb, ki nas obdajajo. Prosim, fantje. Oh
Najlepša hvala tudi Martini Kosina. Preden naredimo zadnji korak letošnjega slavja, dovolite, da se od vas poslovim v današnji sončni zahod na briški način, kot je to najbolje znal Ludvik Zorzut. V zatrepu Brda vzdihnejo, zroč poravani. Pri Mirniku se zemlja mirno odpočiva in zapuhti v dolenje orna njiva ob Judriju. Zahod gori v beneški Tramontani. Na ložah dvor Piera Zorutija stoji, v njem pevec Furlanije je odprl oči, skrljevega pa mi začudeni strmimo v Tramonto. Pred bleskom zamižimo, ko sonce gre čez čampe, vinje, brajde in vse krvavo v dolomite zajde. A v toplih srcih utonila ni še pomlad. Življenja živega še ni ugasnil žar. Tramonto upov, hrepenen, vseh lepih nad v nas, večno mladih, ne ugasne nam nikdar. Żadna bryka